Jaz mislim, da smo Slovenci kar avtomobilistični narod. Radi damo neki na naše jeklene koničke. Včasih gremo tudi čez svoje meje, čez svoje limite, kar se financ tiče. Res pa je, da velja tudi tisti rek, zikar ste ga že slišali, sosed pa že ne bo imel boljšega. Ampak, ne, če si sosed od Logarsona, pol ti sigurno ni lahko. Logar, hvala za tako lep glasen sprejem. Vidim, da imaš M3 zdaj na dvigalu. Povej mi, kje hudiče se sploh nahajamo najprej. Najprej, ja, lep pozdrav, Mark. Evo, nahajamo se v Kranju. Točna lokacija Jernejeva ulica 1. Ja, tukaj imamo mi delavnico, tukaj ponavadi nastajajo umetnine, ki pol nekaj od sebe dajo, kar se tiče same glasnosti. Ponavadi ropotaja. Ja, tako ja. Delamo butične izpušne sisteme za bolj kot ne vse avtomobile. Uradno ime tvoje firme imaš 4 besede, če se ne motim, Logarson, Performance, Exhaust Systems. Ja, tako. Ja. In to ti v bistvu vse opiše, o čem se bomo danes pogovarjali, kaj se bo šlo. Načeloma, ja. Se pravi, izdelujete izključno te butične vaše izpušne sisteme, še kaj drugega? Tako, načeloma imamo poleg same izdelave izpušnih sistemov imamo tudi klasičen avtoservis v bistvu. Veliko se ukvarjamo tudi s predelavami raznimi, tako kot so, ne vem, menjava zavornih kitov, pa kakšna menjava podvozi, večinoma pa se ukvarjamo z izpušnimi sistemi. Super, pa imate v bistvu cel paket tudi, no, če se nekdo zaželi predelati svoj avto, najprej začne pri zvoku, pri moči motorja. Ponavadi, ja. Tako je. Pa gre pa stranka nekako naprej. Tako je. Super, mi boš kaj razkazal okrog, jaz se že veselim, no. Normalno. Kje ćemo sploh začeti, saj ne vem. Kje začnemo, ja, mogoče kar takole malo po telih naših stelažah. Tako, tole je nekako en del osnovnega materiala, katerega največ uporabljamo za izdelavo izpušnih sistemov. Gre za varilne loke, vse je inox, pač imamo pa različne dimenzije, različni premeri, različni radiji. Te loke pol na žago žagamo, da dobimo potrebne stopinje ven samega kota. Dobavitelje imate slovenskega? Ja, dobavitelj, zdaj tako, da bi imeli prav za Rosfrejnega fiksnega dobaviteljnega nimamo. Ponavadi malo povpraševanja pošljemo načeloma 3 največjim slovenskim dobaviteljem Rosfreja, potem se pa za enega odločimo. Aha, se pravi, nimate fiksnega, kar je, cene varirajo pri tem? Ja, cene samega inoxa dosti varirajo, kar precej, tako da je ponavadi zmeraj smiselno malo pogledati od enega do drugega dobavitelja, pa včasih se zna kar razlika v ceni narediti. Zanimivo. Sem mislil, da imate to kakšno fiksno pogodbo z nekom, pa ali nimate take količine, da bi rabili? Niti nimamo take količine, pa načeloma lihe ne toliko pa porabimo tega, da se splača malo trg raziskati vsakič, ko naročamo. Je pa tako, da ponavadi 2krat na leto naročamo večje količine materijala, ker nekako vemo, kaj največ rabimo. In takrat, ko gremo v nabavo, Pa tudi najbrž imate že razdeljen, v katerem obdobju med letom pričakujete največji naval? Načeloma ja. Kdaj je to, spomladi? Ponavadi največji naval je, najboljši meseci so spomladanski, pa pol tam nekje do tistih poletnih dopustov, pa se načeloma malo umiri. Je pa res, da zadnji let, 2 let so tudi zime zelo aktivne. Sploh lanski december, se pravi december 2024 smo imeli zelo dober, smo ful veliko naredili avspohov. Zdaj januarja smo v redu štartali, tako da načeloma fantje tudi kar pozimi vozijo, zato da je pa za spomlad preštiman. Tudi kakšna punca mogoče kdaj? Tudi kakšni punci naredimo, tudi ja. Zanimivo, ne, se pravi, narod se čedalje bolj ozavešča in pripravi vnaprej, da niso zdaj zadnji hip, pa vsi, letos pa spet ne bom ujel tistega spomladanskega termina. Ponavadi se pa spomlad naredi se, da imamo vse termine polne, tem pa na vrsto ne prideš, tako da se ljudje tudi kar čez zimo. Ja, pa se pravi, to so recimo varilni loki, tole je en del zaloge cevi, en del imamo pa še zadnji v skladišču. To so pa cevi, cevi pa pol normalno režemo na potrebno dolžino, varimo. Vzamete, date na mašino. Damo žago,
tukaj nažagamo pač take kose, ki se jih rab, pa se pa to razigla, zunaj znotraj, pa pač vari naprej ali pa reže naprej, odvisno, kaj potrebujemo. Potem imamo pa razne prirobance in tle zadnji imamo pa zele, so ta videla, ekstra kaos. Meni se tole ne zdi noben kaos, sem bil že v kakšni delavnici. Ja, se zastopam, ja. Problem je, ker smo tam zidali, smo vse sam porinali toliko, seš pa zabrikadirali, sami nismo imeli kaj drugega za narediti. Drugač imamo pa, če nemamo pa mehen tle, tako prštim ali pa se malo posnane. Imamo tle neki malo zaloge prirobanc, evo, tle imamo zele lonce, ki jih bomo poloh malo, ne vem, se jih nekam da. Aha, se pravi, ne delate vi... Samih loncev, to je tisto, kar sem vam naprej govoril, ene delamo sami. Ene pa dobite... Ene pa naredimo že takole narejene, ja. To je sam lonc, v bistvu surovc, s perforacijo, to so v bistvu sam dušilci, resonatorje vse delamo sami. Une, ki imajo komore noter, večinoma iz Nemčije. Oni imajo najbrž neke omejitve. Tako. In če vi rabite v skladu, je to naročite iz Nemčije, če pa ni, pa pač se poslužujete drugih prijemov. Tako je. Z njimi sodelujemo zdaj že kar nekaj let, tako da v bistvu... Katera firma je to? Firma je AJS Black Design, nič taga, ni tako, da bi zdaj rekel, ne vem, Remus ali pa Bastok ali pa nekaj. Ja, razumem. Držijo pa oni blagovno znamko, mislim, da Fox zalagajo, drugače pa ne delajo samo loncev, delajo tudi druge stvari iz pločevine, razne štance imajo pa take stvari. Tega pa naredijo zelo veliko, tako, velike količine. Tudi kvaliteta je res dobra, polnil so enkrat vmes zamenjali, je zdaj nov, je ful dober, je v bistvu doživljenjski, ga ne zmeče ven. In date tudi vi mogoče kdaj kakšen feedback, kva bi radi drugače, oziroma ste to vi predlagali? Vmes, ko so zamenjali polnil, so bile prve variante za nas malo premalo polnjene, tako da smo pol kasneje malo po dogovoru prilagodili samo polnjenje s tem materialom, absorpcijskemu, tako da ga načeloma po naših željah. A imate zdaj kaj aktualnega za pokazati, da bo kdo kaj varil od mehanikov? Ja, itak, valjda. No sej, ti si to začel sam? Jaz sem to začel sam, mislim, to je bilo čisto ljubiteljsko. Ja, pol si najbrž enega prijatelja sabo povabil. Ja, v bistvu bilo redko. Ja, malo sem se pozanimal, le. Ja, začel sem sam, sva se pa z Davorjem spoznala. Davorjem sva se spoznala, ja, že kar nekaj let nazaj. Sem njemu rekel, če prišel malo zraven. 2017, 16, kaj tega, ne? Tako, ja. Mislim, da še prej. Mislim, da je 2015, ampak pol tako, da smo zaštartali to zgodbo z Logarsonom, kot brandom je bilo pa 2016 smo pa malo bolj zares štartali. Pa začel si v svoji domači garaži? V sami začetki, ja, sem bil v domači garaži, pol je bila... Pol ste se pa sem preselili, ker si rabo... Iz domače garaže, to so bili res še začetki, to sem bil še čist mladinc. Iz tam smo se preselili v bistvu domačo delavnico, pač v poslovne prostore očeta. A že očemu kaj podobnega se s čim podobnim ukvarjal? Oče se je dejal čist z drugimi stvarmi. Imeli smo doma podjetje, v bistvu podjetje še, zdaj ga pele brat naprej. Prodajali smo kovinsko obdelovalne stroje, pa imeli servis pa remonte teh strojev. Veliko prostora in ti si prostora načeloma dost. En del prostorov sem jaz dobil za svojo prvo delavnico. Tam se je malo bolj resna zgodba začela, no. Pa smo se pa sem preselili ravno za korono, 2020 mislim, da. Okej, pa ste bili tako malo v strahu, korona, mi se glih selno, taki in drugačni stroški. Tako. Že tako je bilo vse, valjda, mislim, bil je velik preskok iz tiste delavnice v to, pa stroški so bili, da smo sploh tukaj lahko štartali. Pa tudi ljudi, mehankarje imaš, kaj moraš plačati, dati kruh, je to neka odgovornost. Res je. Ekipo smo pa še povečali, mislim, da smo delali mesec, mogoče mesec pa pol, pa je bil pa lockdown, tako da je bila kar kriza, mislim, malo panika, ampak smo zborbali dobro, je bilo. No, sej. Kar v redu. Hvala Bogu, da gre ta zgodba naprej. No. Ja. In trenutno, koliko članov štejete? Trenutno nas je pa 6, zadnja je prišla Nina, tako da imamo še eno punco zdaj v ekipi. Mora biti, no. Mora biti malo za vzdušje. Na to fantov moramo eno punco. Njena naloga je pa marketing, sprejemna pisarna, pa te administracijske stvari oziroma računovodske, tako da ne bomo papirje malo pošlihtane. To nam fantom ponavadi ne gre, tako da to je bilo kar šibka točka, no. Sploh moja, tako da. Ja, malo smo zašla na začetke, ampak zdaj pa gremo lahko kar pokazati, kako
to izgleda kaj v praksi? Če imate kaj aktualnega? Ja, itak, ja. Evo, Simon se je ravno lotil izpušnega kolektorja za motor, tole je 1.5 od Fiata, oziroma 1.6, pardon. 1.6 od Fiata, šel bo pa v tisto zverino zunaj, v Zastavo 128. Je tam naparkirana. Tako, ja. Tako da moramo kolektor prilagoditi, se pravi, plinjačem, ker so drugi. To je pa to, mislim, da ostale komponente na motorju so vse originalne, a ne Davor. A ti si pa majster za tole mašino, ki je prej Žiga opisal? Jaz sem pa v bistvu en varilc tlele, pa Logarsonu. Ja. Kar ta glavan že, a ne? Ja, zdaj pa ta glavno, ne. Zdaj pa je že kar ta Simon glavan. to naštudiral, jaz pa že malo precej manj varim, kot sem, tako da Predvsem manj, ja. jaz se zdaj že moram majhen ogret, preden zaštartam. Simon je pa ogret vsak dan. Ja, jaz pa več ali manj na uspuhe. Tole krivino sem prej občudoval in je kar nekaj dela bilo vloženega najbrž, ne? Ja, tlele je kar velik Koliko časa ti je tole vzeli? pismo, ne vem, tole je zihane, cel dopoldne, a ne? Ja, kar je. Cel dopoldne je tole. Se pravi, to gre za izpuh motocikla, katerega? To pa jaz, Tole mislim, da je neka Honda, Da je Honda? cesten motor. Nadomeščamo pa tole krivino, katera je bila prej na motorju, Akrapovič. tudi enega znanega slovenskega proizvajalca, iz enega slovenskega produkta na drug slovenski produkt, tako da zgleda smo Slovenci dobri v tem. Kaj boste v bistvu tukaj naredili, v bistvu spremenili? bomo eliminirali katalizator, a ne? Tako ja, pa tole dušilno loputo, Dušilno loputo. kjer sicer slušale pri teh motorjih, mislim, da za lepši izkoristek navora, ampak ponavadi jo dajo fantje ven. Namesto katalizatorja je zdaj tak v bistvu straight pipe narejen, tako nekako je nadomestek tega. Super, super. Ja. A imate zdaj pri sebi kakšen končni izdelek za avto? Imamo, da ja. ga še niste, Imamo. da še to mogoče pokažemo. Gremo pogledat. Ajde, gremo. Gremo pogledat, evo. Aha, evo, to so v bistvu komplet zaključek. A je to vse za en avto? Tole je v bistvu en downpipe, sicer v resnici enega drugega proizvajalca za 2.0 TSI, ampak smo ga nekaj predelovali. Tole je pa naš kompleten izpušni sistem za čist novega Yarisa GR-a. Super. Ja, tole recimo downpipe z 200-celičnim katalizatorjem. To je v bistvu varianta z OPF delitom, a pride ta del, tak prvi. Tole pride. Potem imamo pa tale midpipe, pa zadnji del z valvetronikom, našimi nastavki, temi twin layer, loputo, ja, tako kot sem rekel, ta najnovejši produkt. Prava umetnina. In koliko časa vam vzame, da nekaj tacga zvarite, sestavite skupaj, pripravite za Ko imamo enkrat narejene šablone, recimo, da tale osmoh mislim, da nam vzame vsega skupaj 40 ur. 40 ur. Tam nek 40-45 ur, ja. Ampak dejanskega dela, ne tako da. Ne, dejanskega dela, ja. Tako, ja. Tlele spodaj serijska številka izpušnega sistema. To si rekel, da je pa senzor za za To loputo. je pa vakuum doza za krmiljenje lopute. Takole dela v bistvu loputa. Se pravi, ko vakuum potegne loputo k sebi, je odprta, ko se sprosti, je zaprta. Vzmet jo tiši dol, je zmeraj zaprta, vakuum potegne gor, je pa odprta. To imate na daljinčka? Na daljinčka imamo v bistvu dva sistema. En je z daljinčkom, eden je pa z gumbom, ampak tega z gumbom nimamo kar za vse avtomobile, večinoma VAK koncerna pokrivamo, drugače pa načeloma največ zmontiramo sistemov z daljincami. Katera dva koncerna pa pokrivate? Drugače načeloma avtomobilsko delamo za bolj kot ne vse Kdorkoli pripelje, če ne se pa Načeloma, naučite. Ne? Tako je. A kakšno znamko še nisi naredil? Tako, ali so si že vse videl tukaj v svoji garaži? Ferrarija še nismo delali. Ferrarija še niste delali? Ne. Pa breku, malo Ferrari, to bo sigurno, ampak Res še ne. Ni jih toliko spet v Sloveniji, pa nekdor ga ima, se morda Tako, tudi ne odloči kar tako. A ima Ferrari morda tudi kakšno zahtevo, veš, pri njih ne smeš kar tako neki posegati? Ja, tudi to je res. Mislim, da imaš, ne bom trdil, ker nisem nikoli Ferrarija imel, ampak mislim, da imaš pri njih že eno neko varianto, da lahko že prek fabrike, prek Ferrarija samega naročuješ neke aftermarket kose od določenih njihovih pač. Izvajalcev. Tako, ja, tako. Mislim, da so pol pač v bistvu sprint, stranke naknadno ne odločajo toliko, ne? Tako, za ja. take stvari. Tako, Se ja. pravi Ferrari, zanimivo. Ja, nismo imeli še nobenega. Všeč mi je, ko imate tele
logo tega. Tako, da se malo Ja, vidi. ja. Pač delati morate tudi na brendu, ne brez tega. Definitivno. Sploh zdaj mislim, da smo v takih časih, kjer brand pa marketing Brez tega, da pač praktično ne obstajaš. izredno pomembno. Ja. Tako. Res je. Ja. Super. Ne gre pa malo spodaj pogledati, kako to Evo. dejansko na avtu zgleda, kar sta prej rok držala, ne? Tako je. Ampak seveda ni zdaj to isti, kot kar zgoraj, ki imaš cel sistem, tukaj ste delali samo določene Ja, stvari, a ne? tukaj v bistvu smo naredili, ta je bil prvi, se pravi prva M3 G serija z našim OPF Delete kitom pa z našim X-Pipom. Tako da tale sistem je že nekaj kilometrov naredil, v bistvu ga imamo danes tukaj zato, da pregledamo, če vse štima, če je vse ok, pa še neke druge malenkosti smo na avtomobilu delali. Je pa tako, ja, v originalnem avtu v tem delu spušnega sistema nameščene OPF filtre, se pravi filtre trdih delcev. V tem delu pride resonator noter, naš sistem pa pride, se pravi, na originalnem delu predelamo tako, da pride spojen s prirobnicam, potem pa naš X-Pipe, pa ta del, kjer v bistvu naredimo ta OPF delete. Tako da je ta sredinska sekcija izpuha v celoti naša, nazaj pol imaš pa je pa pač originalni sistem, pa prvi del so originalni katalizatorji, pa originalni downpipi. Zadeva izpade res dobro. V tem primeru je lastnik pridobil kaj? V tem primeru je lastnik pridobil nekaj konjev, tam nekje 15 do 20 konjev, zvoka pa kar precej, no. Ker avto je v osnovi originalen res precej tih, ne glede na vklopljen vozen program, ne glede na to, a so lopute zadaj odprte, zaprte, je zmeraj precej tihno. To so zdaj te evropske direktive, ne? Tako, Glasnosti. tako, ja. Tak mora iti iz fabrike, ne? Tako je, da zadovolji vse standarde. Zdaj, s tem našim mid-pipom je pa sploh pri odprtih loputah avto tako, kar fajn glasen. Pri zaprti pa še zmeraj prijetno tihno. Tako da je taka zelo dobra varianta. Kombinacija, da če hočeš iti v službo lepo v miru zjutraj, Se še zmeraj da, tako, če pa hočeš soseda malo osumnega narediti, se pa tudi da. se pa tudi da. Ja. Žiga, koliko je pa na primer ta del, ki ste ga zrihtali, koštal lastnika? Mislim, da pride, se pravi, tale X-Pipe pa OPF Delete, vse skupaj z montažo, z OPF Delete moduli pa z modulom za krmiljenje zadnjih loput, vse skupaj mislim, da je bilo 2300 evrov. Koliko bi pa prišlo, če bi še zadnji in sprednji del se hotel malo, da bi pač kompletna, ki imaš zgoraj za... Zastopam, tako kot smo prej gledali za Jarisko, mislim, da bi za tagale BMW čist komplet prišel nekje 7000 evrov. 7. Nekaj takega. Šport je drag. Hobi. Šport je drag. Šport je drag. Žiga, še eno vprašanje. Katerih vozil ste največ predelali? A je to slučajno Golf? Ja, mislim, da ja. Ja. Tukaj imamo tudi en tak lep primer, ampak to je osmic najbrž niste dosti naredili, najbrž delate bolj starejše, ne? Tiste, ki so pol po garanciji, a ne? Načeloma smo tudi osmic kar nekaj naredili. Tle gre dejansko za faceliftano verzijo, se pravi Golf 8,5. Itak, več smo naredili 7, pa 6, 8 oziroma 8,5 je toliko nov, ampak jih je tu že kar nekaj. No. Avto je dosti na cesti. Ja, pa v Sloveniji je ful, tako je. Zato sem predvideval, da tudi Ja, pač res je. prtep obisk največji. Volkswagenov načeloma naredimo zelo veliko, pa zelo veliko naredimo BMW-jev. No. veliko BMW-jev. Tega je največ, ja. Zdaj pa glede na to, s čim se ukvarjaš, s kakšnimi avti si obkrožen, predvidevam, da imaš najbrž tudi sam kakšno tako podobno zverinco. Kakšno zverinco? Ja, nekaj jih imam, v bistvu nimam samo ene, ja. No, pa ene dva bomo pa... No, Ne, dva, pa slišal tri bomo pa sem, da imaš neko pravek, bova šla en krog. Imam tako, da načeloma se lahko zapeljava. Ja. Vrhunsko, boste zdaj videli, kva hudiče ima Žiga. Evo, Mark, zdaj sva pa v temule novemu staremu delu še našega objekta. Vidim, da boš tle nekaj lepega zrihtal. Zdaj se bo nadaljevala delavnica, pač povečana bo v ta del. Planiramo spomlad, polet, da bi bilo zrihtan, če bo normalno, te povabim, da spet malo posnameva. Niso pa danes zaradi tvojega projekta letošnjega tukaj, ampak ker imaš tukaj le dve vrcini parkirali. Ja, imamo tukaj le 991 Carrero Cabrio. Sicer čisto osnovna izvedenka, se pravi s 3,4 litrskim motorjem, pa 355 konji. Zelo prijeten avto, drugače zapeljati. To pa verjetno vsem bolj zanimiv Nissan GT-R. To je pa tudi avto, s katerim si prvabil moja pozornost, ker sva se spoznala na No, mitu, evo. pa je pa Rok spoznal in evo,
Ja, Nissan saj GT-R. Nissan so pa tako, zelo je avto, ki pritegne pozornost, so kar navdušeni vsi nad njemu. Pa moram reči, da je res super avto, no. Tudi jaz se zelo rad v Go 7 popeljem. Jaz sem se že pelal, ampak ne v temu, sej v Sloveniji pa ni več najbrž dosti, koliko pa jih je? Prav veliki ne, ja. Jaz na pamet vem za nekih, pa recimo nekih 6 avtomobilov, no. Sej sigurno jih je več, ampak Ni to. prav veliko pa tudi ne, ja. Najbrž je on na zimskem spanju, ga bova kdaj Ja, drugič ja, zalaufala. res Midva greva pa danes Jaz se pa sprašujem zapeljava. tako, kam že moramo iti? Veterinarju. Do Škofje Loke, tako je. Uh, Peleva še nekoga na boste danes. Gradišče. Ja, kako je mi? Oto. Oto bo tako lepo pri meni, zdaj se Oto bo pesto. pri tebi, ja. Gremo s Porschejem. Akcija. Živijo. Čau. Ajde. Živijo. Oto, Son. Oto so, ne. Ti imaš vse nekako Vse na na- tele vse skandinavske na en son. zaključke. Ja, se to- Na mest na ič imaš son. Vse na nič, ja, jaz pa na Son, tako da sej Švedi smo vsi pol v bistvu. Ja, sej, kje si pa dobil ime za firmo Logarson? Za firmo v Pač, a so bistvu... te tako klicali, pa si pa rekel, bom še firmo imel? Ne, v bistvu je bilo tako, da je en kolega se je v bistvu velikokrat hecal, tako, Logarson, ko sem delal kakšen auspuh, pa je rekel, spet delaš Logarsona. Pa niti nisem nikoli sploh kakšne pažnje na to dajal, sem sam pač sem rekel, ja. Mi ni bil ta imen, nič mi ni rekel v šestih ustal, niti nisem o tem razmišljal. Pa, ko sem takrat, se pravi 2016, sem pa začel s temi izpuhi malo bolj resno, tako kot sem ti rekel, pa z brandom. In valjda, pač sem rekel, neki ime se moramo spomniti. Imel sem tako en kup enih variant, pa sem najprej hotel imeti malo enih številk not v imenu, pa pol ne, pa kva bi bil, pa kva ne bi bil. No, v glavnem na koncu se spomnim jaz tega heca s tem Logarsonom. Ja. In bolj, ko sem razmišljal, bolj mi je bilo Sega, všeč, sem rekel, tako sliši se skandinavsk, neki kul, po drugi strani Logarson, kao Logarjev sin. Si res, na to pa sploh nisem Ja, sem rekel, to je to top, kva se sploh matram, evo, to je to. Potem je bilo pa še logo za zrisati in sem dejansko se sam zmislil in črke in logo, tako sem doma pa imaš tudi na ta malo papir. občutek. kako Ja, kako je. mislim, malo ga imam, no. Takrat sem doma na papir narisal en kup enih L-jev, pa spet, pa enkrat je bil v enem krogu, enkrat v enem kvadratku, v glavnem na koncu sem naredil tako to, kar imamo, tako da je bila dejansko nekako moja pogruntavščina, no. To je super Samega zgodba. imena, ja, se Ja. pa spomnim kolega. Sej, veliko ljudi se mi zdi, da pri tej stvari ful preveč pretirava, na koncu pa čisto preproste stvari, ne, se tudi kaj. Ja. Veš, firma ima, velikih ima sam priimek, ne, ti si bil Res že je. bolj kreativen, okej, Res je, frendi ja. so me tako klicali, cak. Res je, ja. Ja, na koncu je v bistvu važen, kako ti to furaš naprej, kako se ime pol od drugih sliši, Tako je. kaj si ljudje predstavljajo pod temu, ko slišijo Logarson. In pač, ko slišiš zdaj Logarson, točno veš, aha, butični, custom made, izpušni sistemi v Sloveniji, ne. Kako bi pa ti sebe opisal, kdo je Žiga Logar? Kdo je Žiga Logar? Ja, za vse, ki te En tako ne En poznajo. zakompliciran, težek tip. Ja, se ne, no. sploh nisem dobil takega feelinga. Ne, no, se jaz mislim, da nisem, oziroma to bi mogla vprašati fanta, pa ni Aha. na tem v delavnici. Pravijo, da kdaj znam biti malo siten, ja, ampak Ja. ne, nisem, no, po mojem Natančen si, to sem ugotovil. Ja, to natančen spodobno. sem kar, ja. Natančen sem kar, To je na slabega. po mojem, da ne, nisem kar hitro zadovoljen. Mogoče da je malo kompliciran, ampak na koncu se mi zdi pol posledično tudi, kaj iz rok damo dober izdelek. Če se zdaj dotaknemo sam, pač če se navezujemo bolj na posel pa na naše auspuhe. Drugače pa, kaj, po izobrazbi sem inženir strojništva. Prve službe sem začel, najprej sem bil v Iskri, Aha. tam sem bil tehnolog, potem sem bil v enem modelu Kranjske Save, sem bil tam odgovoren za, tako nekako sem štartal, no, zraven sem pa zmeraj že od nekdaj se ukvarjal malo z avtomobili,
še prej z mopedi. Zmeri me je veselilo nekaj predelati, nekaj unikatnega narediti. Z tega on je pol vse izhajalo. Kasneje želja potem, da bi nekaj svojega imel enkrat. Se pravi, najbrž si pol začel s kakšnim Tomosom, ali kako si ti? Ja, točno tako. Točno. Štartal se je... Štirka, avtomati. A veš, kaj sem imel najprej? Najprej sem imel Torija. Torija? Imel sem Torija Enduro. Ki je imel lučko spredi pa zadaj. Tako se je vse začelo. Mislim, da sem bil star 10 let, ko mi ga je oče kupil. Po sem pa tam dobil hitro idejo malo predelati sprednjo strehco, pa prebarval sem ga. Po je bil pa naslednji moped, je bila pa 6, se pravi APN 6. Naslednji moped vem, da je bil APN 6. No tam so pa že tako, tam pa pol že malo več predelav. Si že malo v zvoku razmišljal? Tam sem že v zvoku razmišljal. Ne vem zakaj, ampak res so me od nekdaj izpušni sistemi veselili, pa zmeraj sem imel željo to narediti. Takrat je bil Lipnik pa MF Power, spomnim se teh dveh znamk, pač dva slovenska brenda, ki sta delala puhe za mopede. Pa vem, da to smo bili mulci in pač denarja nisem imel. In je bilo drago in po smo zmeri, mislim, jaz sem zmeri razmišljal, kako bi nekaj takega naredil, pa da bi si nekaj, ki si nisem mogel privoščiti tako. Kako bi zdaj do tega prišel in pač hitro je bila ideja, da je probi nekaj sam narediti. Tako da smo že tam kar kakšno stvar sami predelali, mislim, sam predelal. Od samega tako, marsikaj polomil, marsikaj nišlo naprej. Ampak tako no, pač dobiš izkušnje, se naučiš. Kaj pa pol z avti? A si, ne vem, je oče mu tudi kakšno ljubezen do njih, da si pol tudi v avte začel, ali si to pač čisto sam iz nule v familiji? V bistvu oče je dirkal za časa Jugoslavije z avtomobili krožne pa gorsko hitrostne dirke. Po je pa to vse logično posledično. In ja, tako no. V bistvu tako se vse začne. Ja. Zdaj sva začela malo, mislim, zdaj sva govorila od mopedov, ampak dejansko štart je bil pa tle skoraj siguren. No. Oče je dirkal, kot sem rekel, se pravi gorsko pa cestno hitrostne dirke, takrat še stojenko. Po je pa to prenesel na mojega starejšega brata Boštjana, ki je pa dirkal z gokardom kot mulc. Potem je pa reli vozil še danes priložnostno, kakšne reli pele. Leta 2006 je bil tudi državni prvak, takrat z Mitsubishi Evo 8. Pol je tudi ten potencialni kandidat za kakšen intervjujček. Definitivno. Sta si podobna? Sva si, dajmo raje reči, ne, mislim, da sva si kar malo različna, ampak ful v redu se zastopa, prijatelja sva tako. Sva si različna, ampak sva čisto kompatibilna. Vse spoštujeta bratovski odnos. Malo odnos, tako, v redu, ja. To je važno. To je važno, ja. Jaz pa prihajam iz Ivančne Gorice. To zdaj vem, kaj si bom povedal, ja. Ja, ker smo se prej pogovarjali. Ne, pa vse v redu, valjda. Ja, a ti mogoče veš, kjera firma je iz Ivančne Gorice? Jebem, ti čak da pomislim, Vem. A te ful primerjajo z Akrapovičem, ali kakšen odnos imaš ti, ko slišiš to besedo, ki ti jo nekdo omeni? Zdaj, mislim, jaz do Akrapoviča oziroma do gospoda Igorja samo, kapo dol. Mislim, sploh ne vem, če se lahko kako primerjava, ker je to njegove razsežnosti so prodnašam megalomanske. Enkrat sem že v enem intervjuju, so me to sprašvali. Za Siol, tako, takrat Gregor Pavšič, in sem rekel, da smo mi podobni, verjetno, neki prototipni delavnici od Akrapoviča, kjer oni razvijajo nekaj, kar je polo proizvodno. Pa bi danes rekel, da je dejansko verjeten, tako je, mi smo majhni, mi delamo vsak auspuh posebej, Akrapovič je pa večja proizvodna, velika firma proizvodna, tako, večje utečeni projekti, letna naročila, če ne večletna, ne vem, pač pri nas tega ni. Tam je zaposlenih, zdaj se ne vem koliko, 1000 ali koliko, pri nas je 6, tako da smo pa, tako rečem, toliko zrasli, da pridejo k nam stranke pa rečejo, ne vem, gledali smo ta izpuh, pa ta izpuh, pa ta izpuh, pa smo se zdaj za vas odločili. Pa je dostikrat omenjen, recimo tudi Akrapovič vmes, pa kakšni tuji proizvajalci. Ali se pa tudi ne odločijo za nas, pa vzamejo kakšnega drugega, pa je recimo lahko tudi Akrapovič vmes. Tako da
tudi mi smo že en player, ampak Seveda, vi ste Majhen. bolj butični, do Pa vas tudi pridemo tako. takole v delavnico, tam se pa ne moreš kar zapeljati, plus tam imajo druge stvari, Tako je, prioritete, tako kot je. kakor pa sama ena stranka. ja, Jaz, na primer, za ene vasi, da bi tam pripeljal neki, pa se še povoham. verjetno res, ja. Pač Se naš, pravi- naš koncept je drugačen. Ja, pa a imate vi mogoče željo do take širine ali se hočete osredotočiti zgolj tako, kot ste zdaj butično, pa počasi mogoče step by step do take širine pa tudi Če mogoče sem ne. iskren, nimam želje po takih dimenzijah podjetja. Ja. Tudi, če me zdaj vprašaš, rečem, da nikoli ne bom imel takega podjetja, čeprav, ok, mogoče pa da Nikoli ne veš, ja, nikoli ne veš. Čeprav je to, mislim, ne vem, no, zdi se mi to ogromen zalogaj, pa ne vem, si sploh ne predstavljam, Da da bi bi takega to- števila ja. zaposlenih recimo prišel. Čeprav je pa res, ko enkrat zlaufa in pol to raste in Posledično hočeš, gradiš in gradiš, dejansko te posel, dejansko Potegne te not. trg te potegnete in ti narekuje nek tempo, ti narekuje razsežnosti oziroma neko širitev in dejansko, ko bi rekel, greš, go with the flow, greš z nekim tokom vsega biznisa in mogoče na koncu prideš na neki tok velikega. Super, Oto, zdaj smo pa tlele, veš? To je, zdaj pa jaz tega sam ven dam. A ja, samo vam ga daš. Mislim, dam ga, grem z njim noter, ampak bom ga pustim tle. Aha, Jaz bom kuj nazaj. ok, super. Samo dam ga. Pa počakam tukaj. Oto bo deležen manjšega posega, ne? To bo deležen, ja, manjšega posega, ja. 2 zoba mu bojo ven dal. Bostončki so kar Drugače Energični. naspediran čist, ja, hiperaktivci, da prav. ampak so luštni še, ne? Ja, ful, mislim, jaz ga imam res redno. Ja. Koliko časa je že pri hiši? 8 let. 8 let, Ja. pa je že neki. Ja, čak, kako je že krat 7, a ne? Pa se leta, pa Ja. pol je že kar starejši. Že kar tak gentleman, kaj je to? Je, ja. Ampak je, da vem, no, čisto otročiš, glih tako, kot je bil prvemu ali pa drugemu letu. Moja se mu nič ne pozna, da je Ma, nič, starejši, pa da je nič, manj energije. ne, Res? Tudi zelo veliko hodva ven pa v hribe. No. Aha, Je pa že gre z tako rad vama? po športom. Ja, bila sva letos na Stolu, na Storžiču, na Srednjem vrhu, to so tle taki malo višji. Poznamo vse. Super, vidiš, evo, to so vse obletala. Ja. Zanimivo, lepo je. Pa si tak, ta prav Gorenc, ki ima hobi tudi Ta tak, prav da Gorenc, ja, hodi v hribe. rekreativno hokej igram, Aha. pa v hribe hodim, tako da sem, ja, prav Gorenc, ja. A je še kaj drugega, izven avto pa poslu, se pravi, hojo v hribe, hokej, še kaj drugega ali pol že časa zmanjka? Že malo časa primanjkuje, hokej, hribi, ja, tako kot sem rekel, na kolo grem kar rad, na specialko, zdaj lepo zim grem tudi teč, poleti pa tečem zelo malo. Poleti Aha, pa ne na smučke, ampak tako teč. Ne, teč. Ja. Prav leta 2005 sem odpeljal eno sezono supermoto. Aha, ok, se pravi, bi tudi neki v... Tako da sem bil tudi Motociklizmu. v motociklizmu sem bil, prej sem rekreativno cross vozil, motocross. Tudi to si imel, ja, še to malo skupno točko. Ja, motocross, najprej so bili tako mopedi, no, ampak Ja. ja, potem sem izrazil željo, da bi probal malo motocross, pa ga pol tako prav tekmoval, zares nikoli nisem. Ene par amaterskih dirk sem odpeljal. Pa Kaj nek- te ni toliko potegnil ali... Potegnil me je, sam je bil tudi finančno kar zalogaj, Ja, pač itak. preden prideš nekam, Preden- benzin, malca, gume, verižni set, potrošni material. Ja. tako, pa motor moraš imeti. Najprej sem imel 80 kubičnega Kawasakija, potem 125 kubično Yamaho, pol pa kar nekako, nisem šel naprej na 250, sem se pa, ne vem, spogledovati začel s supermotom in sem pol takrat, vem, Presedlal. da so mi doma kupili, ja, 450 kubičnega KTM-a. Se pravi, to si bil pol še mulj takrat, Ja. če si govoril o 80 kubičnih, 125. Ja, vem, da sem ko sem supermoto vozil, sem bil 17 let star. Aha. Potem sem imel pa malo zdravstvenih težav, polipi so se mi naredili tle v nosni votlini, pa gor tle po sinusih. Tako sem mogel imeti eno tako dost operacijo, dost veliko operacijo in pol po tistem
En let nisem smel imeti nobenih naporov, pa nisem Pa je šel pa life naprej, Pa šel pa life nekako naprej, pa nisem nikoli več nazaj probal. probal. Me je grizel, Ja? da bi še kaj pelil. Supermoto mi je bil ful všeč, ampak pač ne, nikoli ni pol prišlo do tega, da bi Ja. Pa imaš zdaj kaj bolj resnega naredil. kaj prbajti, kar se motorjev tiče? Imam v bistvu enega, ki sem ga sam naredil, se res lepo sem vam ga pozabil pokazati, lahko še to pol pogledamo. Sam si naredil motor, ki Ja, v bistvu za ene Yamaha Dragster sem naredil, mislim, da predlani, ampak ni čisto dokončan. Ena malenkost mu manjka, problem Kovačeve kobile, zmeraj bosa. Ja. Naredil sem ga tega bobarja, sem rekel, da sem polet malo pelil, no, pa se mi še ni mi še uspel. Pa ga imaš le pri delavnici? Imam pri delavnici, v delavnici. Pa ga bo lahko malo pokupil? Ja, bomo šli pogledat, normalno. Drugače pa prav tako, kakšen konkreten dirkalen motor ali pa kakšnega cestnega nimam nič. Niti nikoli imel pol več od takrat naprej. Ja, lej, če te bo kdaj zamikal 250, če še nisi priješ do mene, ti jaz dam brez problema, imam KTM-a, proba je zdraven mene. Rade volje. 5 minut zdraven mene, tako da sem čas si vzem. Ja, superca. To se pa res priporočam. Ja, ne, komod, lej, pric, bova kakšno rekla sem. Top, ja. Da si boš čas vzel. Jaz sem glih polet sama v padoznik, zdaj moramo kaj pošlihtati, da bo zdaj spet tipi topi, ampak ja. Zastopam, ja. Ja, super, ja. A ti si cross tekmoval, ali tako rekreativno vozil? Pač zdaj en imaš? friend je imel, oziroma še vedno ima, on si to kar zdaj redno prvoč nove, in me je malo noter povlekel, da mi je za probat, sem malo večer na kroge hoditi, ker mi je bilo dolgčas. In pa je rekel, no, vsed se 5 mark, sem šel in pol valjda, da sem mogel še skupaj. In tako da te je prijel. Ja, in tisti navor, adrenalin, in pač sem noter padel, ampak sem si pač rekel zmer na začetku, Mark, ti ne boš dirkal, to je min, ti pač moraš iti tja uživati in to Ja. ne. In tudi, če grem na kakšen trening, jaz se z nobenim ne dajem, jaz ne gledam Štekam. nobenih nekih linij, gledam, da ne bom šel v največji kanal ali pa tako, ampak ne bom pa gledal najhitrejše linije in tako naprej. Zame je Štekam, ja. uspeh, če nekaj preskočim, da gre smuc, pa pač se veš, kondicija je itak problem tukaj, po dveh krogih. jo pa rabaš veliko, ja. Po 2 krogih me itak zategne in pol ne uživaš več, pol sem še drama, pa koliko časa bo zdržal. Tako da, ja, zmer sem si rekel, ne bom dirkal, to bom je za hobi in pač ja, motor je še zmer pri hiši, ampak ja, če dalje manj se vozim, odkar se ne družimo več tukaj, kakor smo se mulci, veš, pol se vsak začne malo familije delati in tako naprej. Valjda. Tako da pol sem si lani nekako umislil izpit za cestni motor, pa sem kupoval še cestni motor. Dober. Tako da zdaj pa malo s punco, ki je pa tudi tako navdušenka tudi greva. motoristka. Ni še, ampak so všeč avti, so všeč motori. Super. Od avto pa sploh Japonci in vse, kar se tiče Tokio drifta in tako da nisem GTR bil. Pripeljati enkrat nisem na pogled, Ej, to bi bilo ona kar vesela. da jo peljemo en krog. Ja, dej, sej tematik imamo še toliko za obdelati, Ja, da ne veliko. bova veliko. predolga danes, tako da, ko boš enkrat dokončal svoj projekt z delavnico in z showroomom, man caveom, Tako, ja. pa ko bo kakšen lepš poleten vreme, bo tudi GTR, če si za. Super, za jaz sem za, mislim, da bo to čist cool, ja. Tako da, a imaš mogoče drugače še, mislim, ker si lastnik enega Nissana GTR, a imaš pol še kakšno željo, mislim, vsak človek, ki nekaj Za kakšen osvoji, drug avto. ja, se vem, Vsak vsak človek, ki pol nekaj naprej. osvoji, ja, tako. Uh, A kaj razmišljaš, ali si zdaj tako, to je Ja. vse, kar sem rabil? Tako bom rekel, razmišljam, itak. Imam želje še po kakšnem avtomobilu. Je pa res, da pa ne vem, če imam trenutno tako željo, kot recimo, ne vem, Nissana sem si res želel. Gledal sem ga en čas, ko je prišla situacija, da sem pač finančna, da sem si lahko to privoščil, sem rekel, to je Zagrabil. to, top, gremo. Da bi pa zdaj trenutno imel spet kakšen avto, ki si ga tako res konkretno želim, pa da rečem, lej, ne vem, bom delal samo zato, da si to lahko kupam, ga pa nimam. Imam pa željo enkrat imeti kakšnega Ferrarija, nimam zdaj točen dotičnega Ja, modela. razumem. Skoraj siguren V12, no. Mhm. Pa spredi motor, mi načeloma ta Ferrarijeva klasika mi je ful všeč. Mogoče nekaj takega v prihodnje, da bi imel, tako kot sem rekel, ja, neko zdaj že prav čist zacahnanen avto za v prihodnjega, pa načeloma nimam. Pa tudi druge projekte imaš v glavi, ne? Se je verjetno zaradi tega, Zaradi tega, ja. ne, ja. Trenutno sem kar fajn fokusiran na delavnico oziroma pač na podjetje, se pravi na večanje delavnice, na večanje teh poslovnih prostorov,
pač to je treba zdaj najprej zaključiti. Pa boš pa že videl, kako pa. Tako ja, pa naprej, no. Pa bom pa verjetno tudi malo bolj sproščen, pa sem malo več začel razmišljati o kakšnih takih stvarih, kot so kakšen drug avto pa podoben. Kateri je bil pa prvi avto, ki si ga zrihtal? Mislim, najbrž je bil en tvoj, se pravi, z avtospupom. Ja, moj prvi avto je bil, pa še danes ga imam, Polo. Mislim, sva že prej nekaj majhnega od tega Polota rekla. Aha, se res. Se pravi Polo 6N, to je letnik 99. V osnovi je bil 1.4.16V. Oče mi ga je kupil za, ne vem, pri 19 letih. To je bil moj prvi avto. Najprej sem malo podvozi zamenil, feltne zamenil, pa svoj ta prvi avtospuk sem na njemu naredil. Čisto sam zašvasal. Tako, čisto sam pošvasal, brez dvigala. Na klocnih je bil avto, pač na podstavju, na stojkah, pa sem se matral, da sem spod kaj naredil, ampak po tistem sem imel pa neizmerno željo, da bi mu pogonski agregat zamenjal. In v glavnem kupil sem, ko sem našparal to denarja, sem kupil enega zbitega Audija, takrat A3 1.8 turbo. In potem je bil to projekt za, ne vem, 2 leta ali pa 1 let, pa pol, kako pa vem, da sem jaz zamenjal iz tistega Audija, motor sem spravil v Polota, vse zrihtal tako lično naredil, da to res zgleda, no, da je res lepo za pogledat, pa da je vse skupaj zalaufal pa speljal in še danes imam ta avto z 1.8 turbo pogonskim agregatom od Audija in to je bil tak moj prvi projekt. Ko najbrž ne šel od bajte. Ne bo šel. To imaš tako če do zdaj ni šel. Ja, pa res brez veze. Ja. A imaš kakšen projekt, ki ti je pa posebej ostal v spominu? Da bi rekel, na to predelavo sem pa res ponosen. Dejansko. Ali ti je vsaka nekaj posebej dala? Načeloma da vsaka nekaj, definitivno, ampak prav Polo mi je ostal v bistvu najbolj v spominu. Sami te začetki. Ja, tako. Pa za takrat, to sem, kot sem prej rekel, to sem vse naredil še v delavnici brez dvigala, s tem, da je vse narejen tako. Danes ponosno odprem pokrov motorja pa pokažem. Tega Polota sem res kar fajn ponosen, fajn ponosen. Ja, pa tudi največ znanja si najbrž takrat Zelo veliko znanja sem takrat pridobil, veliko sem se naučil. Danes z ljudmi delati je zahtevno zelo, to je težko, ampak mora biti kar malo psihologa, čim delaš z ljudmi, res je, res je. Znati manevrirati, voditi pogovor, njihove želje. Tako ja. Zaenkrat moram reči, da imamo kar dober odziv, da so stranke kar zadovoljne. Je pa tako, včasih kdo reče, rad bi, da avtospuk zelo ropota, pa tako naredimo, pa čez en teden, to mi pa preveč ropota, pa zmeri prisluhnemo, pa probamo pol to malo stišati. Ali pa je obratno, je najprej tih, pa pol bi še glasnejši. Veliko samih avtospukov, dosti jih tudi naredimo tako, za razne avte, veš, ko so za kakšen track day. Ja, za napisto. Ali pa za napisto, ali pa ne vem, ali pa so res eksotični avtomobili, pa so pol, ne vem, samo za v nedeljah. Delali smo McLarena GT, kjer se avtospuka niti vidnič ne. Pa je, ne vem, avto tako za itak za v nedeljah, za gušti, da ima možakar in A je bil to najdražji avto, ko ste ga delali, ali je bil še kjer dražji? Vrednost? Najdražji. Se čisto tako izgleda. Ja, se ravno razmišljam, mogoče res McLaren GT, pa ne vem pa zdaj kakšna je vrednost, ampak delali smo Porschea 964, v bistvu repliko 964 RS, komplet karbonski avto, mislim, da vsemi komponentami od RS-a, tako, hud avto, no. Pa ne bi bil tudi zelo veliko vreden, vem pa nekoliko. Tako da recimo, da sta te dva tako med najdražjimi, no. A je kdaj kakšna stranka prišla s kakšno smešno idejo, ali pa da ste kakšen basic avtomobil predelali, da je pol pokal kakšen, ne vem, Renault Scenic? Evo, direkt Renault Scenica smo v lanskem letu, mislim, da zdaj v jesenskem času smo enemu fantu predelali. Prišel, jaz imam
prišel. Tako le švok mašinco. Tako, mislim, da je bil 1.2 un TCE, 1.2 turbo, Scenic. Tak, čist originalen avto v bistvu. Zelo prijeten lastnik tega vozila, Kristjan. Njemu smo, ja, in je hotel, da avto malo ropota. Zbral si je v ponudbi imamo kar nekaj naših nastavkov, se pravi teh zaključkov, izpušnih zaključkov, ki jih sami delamo. Pa si je izbral najdražjo varianto tega zaključka, pa zadnji lons in tak slip-on varianto. Pa bi izpušni sistem dražji, kot sam avto. Mislim, da ne, ampak ajde, no ja. Je rekel, lej, ta mi najbolj všeč, tega hočem. Sem rekel, ta je dosti drag, pač ceno sem mu povedal, je rekel, Ni problema. bomo, to. Zanimivo. In kako to pol sploh pride? A je kakšen efekt? Je. Sicer tako, ni bilo zdaj nekega groznega efekta od našega auspuha tam na tistem avto, ampak je bil pa tako zelo prijeten zvok, no, tak lep športen zvok, razumem. ne preglasen, ne pretih, tako. Stranka pa tudi zadovoljna. Stranka pa ena bolj zadovoljnih. A res? Ja, saj to je pa tisto, kar najbolj šteje. Mogoče Res ni je. zaradi tega, ker ni pričakoval, Tako, da je ja. pol to vam prišlo in rekel, Tako je, tako je. Noro. Žiga, za mano je res en tak dan. Ja, super. Še si mi kar pokazal tvoj zanimiv svet, svojo garažo. Peljal si me z zanimivim avtom. Nekaj fajn smo Superca. naredili, avto smo odpeljali. Tako, upam, da ja. bo vse v redu, sporoč, če bo z njim kul. Mislim, da bo, mora biti. Hvala, ker si vzel čas. Ja, nikaj, hvala ti tebi. za merch. Super. Lahko ga kupite tudi vi najbrž na kakšnih kar dogodkih, ne? Definitivno, bo zdaj tudi na spletni trgovini. Aha, boste tudi to zrihtal, super. logarsom.eu, tako da tudi gor bo. Tako da bi še kakšno zaključno misel za gledalce, če rabijo karkoli. Definitivno vsi pogledati tale prispevek, ki bo super, pa tudi vse ostale Markove. Tako da Mislil sem bolj v smislu, če imate radi avte, če ga hočeš malo predelati, Žiga Logar, to Logarson je tvoj pa naslov. definitivno, ja, vsi dobrodošli, če hočejo, kdor hoče, da bi avto majhen duše dobil, da ima zaropota, ali pa mora biti niti ne da zaropota, da zadnji en lep zaključek ven iz odbijača gleda, dobrodošli. Mislim, da bi se midva lahko pogovarjala še 3 dni. Nekaj stvari sem Debat je še kar dosti, ja. za nalašč odprtih, tako da ni vrag, da ko bo še enkrat dokončal tale projekt, ki ga imaš za sabo. Pred Sta sabo dobrodošla. bomo naredili še en part 2. Tako da Zmenjeno. zaenkrat ti hvala, mi Nikaj. pa se gledamo v naslednji epizodi. Ajde, Ajde, čau. čau.